Na to nedeljo nam evangelij nakaže pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. To stori s priliko o 10 devicah. Gre za tiste družice, ki so imele nalogo, da sprejmejo in spremljajo ženina med svadbeno slovesnostjo. In ker so tisti čas svadbo obhajali po noči, so družice imele svetilke. S temi besedami je papež Frančišek nakazal temo 33. nedelje med letom in tudi opoldanskega nagovora z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo v Madridu, Vincenta Queralta Loreta in 20 tovarišev mučencev, ter Joseja Marijo Fernandesa Sancheza ter 38 mučencev. Rendiamo grazie a Dio per il grande dono di questi testimoni esemplari. Zahvalimo se Bogu za velik dar teh zglednih pričevalcev Kristusa in Evangelija. Prilika pravi, da je bilo 5 devic preudarnih in 15 pametnih, saj so preudarne prinesle seboj olje za svetilke, medtem ko ga nespametne niso prinesle. Kaj nas Jezus želi poučiti s to priliko? Spominja nas, da moramo biti pripravljeni na srečanje z njim. Jezus velikokrat v evangeliju opominja k čuječnosti in to stori tudi na koncu tega evangelija. Čujte torej, ker ne veste ne dneva, ne ure. S to priliko pa nam pravi, da čuti ne pomeni bedeti, ampak biti pripravljeni, saj so vse device pred ženinovim prihodom spale. Toda, ko so se zbudile, so bile nekatere pripravljene, druge pa ne. Tu je torej pomen tega, da smo modri in preudarni, saj gre za to, da ne čakamo na zadnji trenutek svojega življenja, za sodelovanje z Božjo milostjo, temveč da to storimo sedaj. Lepo je malo pomisliti na to, da bo en dan zadnji. Če je danes, kako sem pripravljen, pripravljena, to in to moram storiti. Pripravljati se, kakor da je zadnji dan. To bo dobro delo. Svetilka je simbol za vero, ki razsvetljuje naše življenje, medtem ko je olje simbol za dejavno ljubezen, ki poživlja ter nareja luč vere rodovitno in verodostojno. Pogoj za to, da smo pripravljeni na srečanje z Gospodom, ni samo vera, temveč krščansko življenje bogato z dejavno ljubeznijo do bližnjega.